Dober dan in dobro jutro. Lep pozdrav. Evo, še eno na Facebooku. Lep pozdrav in dober dan, dobro jutro. Jaz verjamem, da smo se zbrali tisti ta pravi zdaj v živo, ki mogoče so pripravljeni, a ne, za akcijo. Veliko mailov sem danes zjutraj dobila, da ste ali da so odsotni čez vikend in da bodo gledali v posnetku. Tako da lep pozdravček pa vsem, ki ste z mano v živo. Danes nas čaka še en taki zelo posebni trening, kjer bomo šli pogledat po posameznem mesecu, med drugim, kaj narediti, da pridemo pred večjo prepoznavnost in pa pred seveda večje dohodke, a ne. Kar je verjetno tudi največji namen, če temu tako rečemo, v tem programu. Evo, še bomo, se še pridružujete, okej. Pa prezent, evo ga. Na Facebooku je tudi videti, da deluje. Se pravi, današnja tematika je, kako v bistvu povečati prodajo brez izgorelosti in pa zavajanja. In sicer 10-krat, ne samo 2-krat, bomo pogledali tudi, kako pa kaj. Jaz bi šla kar v akcijo, zaradi tega, ker sem res pripravila kar nekaj vsebin, kot zmeraj, če bo kakšno vprašanje, če je treba kakšno pojasnilo, pa seveda so na voljo ali komentarji ali pa bomo potem tudi vse skupaj pogledali. Zdaj, prvo nekako vprašanje, ki sem ga želela zastaviti, ali pa mogoče danes čez dan tudi za razmislek, a ne, a v poslu recimo igramo vlogo, da ne izgubimo, ali igramo igro zato, da zmagamo. To je zelo, zelo velika razlika, ko govorimo o poslu, a ne, ali pa ko gremo v posel, je v bistvu tukaj, kako pristopamo k poslu, zelo, zelo velika razlika, a ne. In če igramo igro posla samo zato, da ne izgubimo, zamujamo ogromno, ogromno priložnosti. Če pa se mi odločimo, da bomo igrali, a ne, zato, da ne bomo zmagali, bo pa rezultat seveda veliko, veliko drugačen, a ne. Si lahko predstavljamo, če pogledamo kakšen šport, ne vem, košarka ali nogomet, karkoli, a ne, če bi igralci igrali samo zaradi tega, da ne bojo izgubili, a ne, se pravi, da bodo samo, ne vem, branili recimo gol, pa ne bodo potem nič napadali, da bi zmagali, a ne, je potem igra lahko čisto druga in v poslu je ta mindset, zakaj igramo, lahko tudi velika razlika, ki nam naredi največjo spremembo, a ne. In danes je moj namen, da pogledamo pot do večjih prihodkov v prihodnjih 12 mesecih in to brez izgorelosti. Zdaj, povedali smo že, da strateško postavljen brand ti da jasne korake, kako lahko zmeraj prideš do novih strank, kaj jim v bistvu tem strankam potem potencialnim ponuditi, da bodo z veseljem tudi kupile. Omogočati tudi svobodo odločanja, s kom želiš sodelovati in s kom tudi ne. Zaradi tega, ker včasih lahko marsikdo tudi je tak, ne, nam vzame veliko več energije kot neka stranka, s katero je gušt, če rečem po domače, delati, a ne. In potem delaš tudi manj in imaš boljše rezultate in pa seveda varnost, če pivotiraš, če se kaj spremeni, veš točno, kaj narediti, kaj lahko pričakuješ, da potem spet greš nazaj oziroma da še izboljšaš mogoče svoj posel. Zdaj, kako vem, da je vse to možno? Zaradi osebne izkušnje, ker sem tudi jaz šla čez to pot, in sicer zdaj že več kot 10 let, kot sem prvič stopila na podjetniško pot, a ne, in sem zraven službe v bistvu vsako popoldne delala za svoj posel, a ne, in takrat se spomnim, da še moj brand ni bil razdelan, a ne, sem samo tisto, a ne, da dovolj naredim, da bi lahko šla na svoje, a ne. Čeprav na začetku si tudi to nisem upala sanjati, da je sploh možno, da bi živela, da bi me moj posel preživljal, a ne. Potem, ko sem v bistvu garala, je pa sem prišla tudi do te točke, da sem videla priložnost, da mogoče pa vseeno lahko jaz zgradim taki posel, ki me preživlja. In ne samo preživlja, ampak tudi omogoča torej lepo življenje in verjamem
da ste med temi tudi marsikdo izmed vas, da si želi imeti taki posel, če slučajno še ga nima. In jaz sem zmeraj imela neko prepričanje še takrat, a ne, da če želiš pa biti uspešen podjetnik, pač samo moraš malo več delati, a ne. In bolj se spomnim prav, takrat sem še živela v Mengšu in potem sem se eno nedeljo peljala domov k staršem na kosilo, pa tako, a ne. In sem že v glavi med potjo računala, kako bom zdaj ta dan, ki pač je izostanek, a ne, kako bom zdaj to nadoknadila, glede na to, da že itak imam čisto polne urnike, da že itak ne vem, sploh popoldne, ko pridem iz službe, že tako ne morem vsega narediti, a ne, kako bom zdaj ta dan sploh izkoristila. In takrat sem si rekla, ok, to pa ni življenje, to pa ni pot, ki sem si jo jaz v bistvu izbrala. In sem začela v bistvu potem vse skupaj spreminjati. In prav spomnim se, potem čez nekaj časa sem potem prišla pa tudi na točko, ko nekako sem imela dovolj tega, da najprej delam v službi na polno, potem pridem domov, delam za posel polno, ne. In se spomnim, ko sva bila s partnerjem prav tako v kuhinji, sva si še takrat sem še pila kavo, sva si po službi, a ne, skuhala kavo in jaz sem takrat prav tako fizično padla dol, ker enostavno več nisem uspela naprej iti, a ne. Ker je bilo čisto preveč že nekaj let takega dela, da je bilo moje telo že čisto izčrpano, pa tudi psihično. In takrat vem, da sem pa rekla, ok, zdaj je pa dovolj. In sem potem res postavila temelje za svoj brand, določila, kdo je, kaj ne, s kom sodelujem, kaj ponujam, kaj ne. In potem se je zgodba odvila v čisto drugo smer. In zdaj vedno, ko vidim kakšnega podjetnika pa podjetnico na tej poti, a ne, ko se tako zelo okleva tistega, ker pač je v tem začaranem krogu, delam, pa si ne upa ven izstopiti, a ne, ali pa presekati ta začarani krog, mi je kar tako, ne, da bi stresla pa rekla, lej, samo korak ven moraš narediti, da prideš na drugo stran, a ne. In zdaj mogoče je kdo pomislil, zakaj pa ne bi govorili samo o dvakratni prepoznavnosti pa dvakratni prodaji, ampak o 10-kratni, a ne. Je to mogoče samo nekaj, kar se fajn sliši. Ampak ne, ni. Zakaj ne? Zaradi tega, ker sem tukaj še ti pripravila en primer, da si pogledamo. In če vzamemo za primer, recimo, da smo nek terapevt, a ne, in 1 ura terapije, recimo, da damo ceno za to, da bomo lažje računali, 50 evrov. Zdaj, torej, to je za 1 uro terapije, zdaj pa seveda kot terapevt se mi recimo moramo prej pripraviti na terapijo, pa potem, da še vse, ne vem, pospravimo, zapiske naredimo in tako naprej, nam recimo ena taka terapija skupaj vzame 2 uri, a ne. In če smo zdaj recimo v situaciji, da zaslužimo 2000 evrov na mesec, to pomeni, da potrebujemo 40 terapij. In ker nam vsaka terapija vzame 2 uri, a ne, je porabljen čas, ki ga potrebujemo za to, da to izvedemo, je recimo 80 ur na mesec, a ne. Zdaj, če bi to mi želeli podvojiti, torej naše prihodke, pa bi rekli, saj samo pač več delamo, a ne, in bi imeli torej mesečni zaslužek 4000 evrov, se pravi, podvojili bi število terapij, kar pomeni, da bi prišli na 80 terapij, kar nam bi vzelo 160 ur. Ampak to zdaj pomeni samo terapij, a ne. Zdaj, če smo na podjetniški poti, potem najbrž vemo ali pa že imamo občutek, da nimamo samo izvedbe na podjetniški poti, a ne, ampak da imamo še marsikatero drugo vlogo, ki jo je tudi treba narediti, a ne. In če pogledamo, da je recimo nekako povprečni 8-urni delavnik ima 168 ur na mesec, a ne, mi smo pa jih 160 že porabili za terapije, recimo, da nam ostane potem še 8 ur, pa če pogledamo, da je računovodstvo, pa da verjetno moramo še kakšne druge, ne vem, mogoče še kako bomo pridobili te stranke, a ne, pa za marketing poskrbeti, nam v bistvu za kakšen drugi rast pa razvoj branda ali pa kaj drugega popolnoma nič časa ne ostane, a ne. In to je seveda lahko ena taka zelo nevarna pot, kjer pridemo lahko do totalne izgorelosti, a ne, ker
takoj ko nehamo to delati, bo se to nam poznalo potem tudi na rezultate. Če pa pogledamo, kako bi zdaj to naredili mi krat 10, se pravi, ne da zaslužimo 2000, ampak 20 000 na mesec, a ne, potem bi recimo potrebovali 400 terapij, kar je 800 ur. Dobro, to itak vemo, da mi kot ena oseba tega recimo ne moremo narediti. In zdaj pač mogoče ne bomo pričakovali, ali pa zdaj, da moramo imeti zdaj krat 10, a ne, to je zdaj primer kot številka, ampak vidimo pa lahko, da je način razmišljanja, kako pridemo do te številke, pa se nam popolnoma obrne. Se pravi, ne govorimo več samo, da bomo enkrat več delali, ampak vemo, da tudi če dvakrat več delamo, ne pridemo do teh rezultatov, a ne, ampak se spremeni torej tudi pot do cilja, a ne. In tukaj bi mogoče lahko uporabili avtomatizirane lijake za prodajo, lahko bi imeli licencirane trenerje, a ne, mogoče bi dodali še skupinski program, online tečaje in tako naprej, da je pač potem fizično tudi možno, da pridemo do tega modela. A ne? In dolgoročno nam tak model potem recimo lahko omogoča, da pridemo do neomejeno količino dohodkov. A ne? Tako da tukaj je v bistvu ta bistvena razlika je v tem, torej, kakšen brand imamo, kakšna je naša infrastruktura, ki nam bo to omogočila, kakšni so naši sistemi, pa kakšen je naš model. A ne? In kot smo videli, dvakratna rast bi nam povedala samo več dela, 10-kratna rast pa nam pomeni, da moramo postaviti si tudi model, sistem, infrastrukturo, ki nam to potem lahko tudi omogoča. In zdaj poglejmo konkretne korake do 10-kratne prodaje. Kakšni so koraki? Prvi korak je seveda, da si določimo cilj. A ne, zaradi tega, ker s tem, kakšen je cilj, bomo videli, kakšno igro sploh bomo igrali in kakšne akcije bodo potrebne, da pridemo do tega cilja. Tako da to je v bistvu prvi korak. In jaz vedno priporočam, da si zastavimo 3 dohodkovne cilje za naslednjih 12 mesecev. A ne? Zdaj, če govorimo torej o 12 mesecev, torej kakšen bi bil naš cilj za naslednjih 12 mesecev, da po domače povedano zaslužimo. In prvi cilj naj bo drzen cilj. To je taki, ki mogoče smo ga letos že skoraj uspeli ujeti ali pa smo ga že. Potem drugi je strašljivi cilj, to je takšen, ki rečemo kar, wow, to bi pa bil ful dober cilj, a ne, ampak ne vem čisto točno, kako bi bilo to možno. In pa tretji cilj je pa skoraj nemogoči cilj. To je pa taki, ki se nam zdi, da to je pa wow, oh in sploh, to pa ne, nam da kar tiste metuljčke, pa kri po žilah požene in tako naprej. Zakaj je to fajn? Zaradi tega, da res si začnemo v bistvu igrati z idejo, da je možno tudi več. In katerikoli cilj od tega potem, a ne, če zdaj mi ciljamo največji cilj in nam ga ne uspe ujeti, recimo, a ne, da nam ne uspe na koncu čisto tega zadnjega cilja, ampak nam uspe tega sredinskega, smo v resnici še veliko več naredili, kot bi drugače, če bi imeli samo en, recimo, najnižji cilj. A ne? In zdaj bomo seveda pogledali tudi, kako pa zdaj pridemo do teh dohodkov, a ne. Torej najprej rabimo dohodke, a ne, oziroma v poslu jaz vedno govorim o tem, da če želimo graditi uspešen posel, potrebujemo ga graditi na 3 stebrih. In to je torej, prvo so dohodki, ker drugače itak govorimo o hobiju, a ne. Drugi steber je prepoznavnost. Zakaj? Zaradi tega, ker če mi imamo najboljšo ponudbo in ne dosežemo ljudi, ki bi sploh vedeli, da obstajamo, pa da obstaja naša ponudba, potem bomo tudi do dohodkov zelo težko prišli. In pa tretje je učinkovitost. Torej, da je naše poslovanje čim bolj učinkovito, kar v prvi vrsti pomeni to, da nam prihrani največ časa. Zakaj? Zaradi tega, ker če se bomo mi, recimo velikokrat vidim, pa tudi jaz sem bila med njimi, da ko gremo podjetniki na začetku na poslovno pot, a ne, da potem rečemo, pa saj jaz lahko zdaj na začetku vse sama naredim, a ne, vse lahko ročno naredim. In potem vse delamo ročno, ampak ko pridemo do točke, ne, potem ko pride pa več strank ali pa se začnejo stranke obračati, a ne, nam pa ta učinkovitost lahko vzame ves ta čas, ki ga bi mi v bistvu potrebovali za naše stranke. Zato je vedno fajn, da delamo na teh 3 stebrih zmeraj.
torej konstantno delamo na vseh treh stebrih, a ne. In mogoče bo zdaj kdo rekel, ampak zakaj vsi tri naenkrat, zakaj ne bi mogoče najprej poskrbeli za prepoznavnost, a ne, pa potem ostalo, a ne, pa potem dohodke pa učinkovitost bomo že nekje potem kasneje, ko bomo dovolj zaslužili. Razlog je v bistvu enostaven. Zaradi tega, ker do takrat, ko bomo mi zgradili to pa to, moramo preživeti, zaradi tega rabimo dohodke, a ne, sploh če govorimo o poslu. Drugo kot drugo, zakaj je fajn, da zraven gradimo tudi prepoznavnost, zaradi tega, ker odnosi potrebujejo velikokrat čas. Stranke morajo se nekaj časa ogreti, biti v naši družbi, sploh če imamo nekaj višje cenovnega, da nam potem sploh zaupajo. Jaz ogromnokrat, tudi včeraj, predvčerajšnjem sem dobila maile, Maja, jaz te že spremljam ful dolgo, a ne. Pa še recimo niso nikoli bili, nismo kaj poslovno sodelovali na ta način. In v vsakem poslu je tako, da pač imamo nekatere ljudi, ki potrebujejo dlje časa, da nas spremljajo in tako naprej, in potem naredijo tudi korak naprej. A ne? In tretji razlog je tudi to, da vaja dela mojstra. Da bolj, ko mi torej vadimo graditi zmeraj znova vse te tri stebre, hitreje nam gre, a ne. Jaz pri mojih legendarnih vedno, a ne, kadarkoli imamo kaki coaching in potem razmišljajo, da bi mogoče naredili nek dogodek ali pa karkoli, a ne, jih vedno spodbujam, dajmo pogledati, kako lahko pokrijemo vse tri stebre. Tudi če imamo, ne vem, brezplačnik hočemo narediti ali pa nek brezplačen dogodek, kako lahko od njega tudi zaslužimo, kako ga lahko naredimo učinkovitega, da mogoče bo zimzeleno nam pridobival stranke, a ne. In bolj, ko se s tem mojstrimo, bolj nam to postaja domače in že kar, ko začnemo razmišljati potem o čem novem, začnemo avtomatsko razmišljati o teh treh stebrih, a ne. In pa seveda fajn je, da skozi to, ko to delamo, a ne, testiramo in pa optimiziramo tudi našo sporočilnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo že verjetno vsi kdaj ugotovili, da ko govorimo o neki stvari, nas bodo stranke takoj slišale, ko govorimo mogoče o kakšni drugi stvari, pa je v ozadju neka ista rešitev, pa nas ne bodo slišali, a ne. Recimo konkreten primer, ki ga lahko jaz delim, z pač mojo skupnostjo, zmeraj, ko govorim o brendu, je nekaj, saj to je fajn imeti, a ne. Ko pa govorim o spletni strani ali pa o dohodkih ali pa nekaj takšnega, pa kar zastrižejo, a ne. Pa v resnici je v ozadju rešitev bolj ali manj vedno bolj ali manj enaka, a ne. Tako da je fajn, da testiramo, kaj je tisto, na kaj se odzivajo naše idealne stranke, ne z namenom, da jih bomo zmanipulirali ali pa okoli prinesli, ampak zaradi tega, da bomo vsaj dobili njihovo pozornost, da jim bomo potem lahko dali tisto, kar zares potrebujejo, a ne. Drugi korak je potem, da si naredimo seznam, ki sem ga jaz poimenovala brand iskrice. To so v bistvu projekti, ki navdihujejo in ne obremenjujejo. Kaj to pomeni? To pomeni, da si naredimo seznam tistih projektov, ki si jih mi, če bi recimo zdaj odmislili čisto vse, kakšne so naše finance, kakšna je naša časovnost, smo zaposleni in tako naprej. Kaj so tisti projekti, ki bi jih res naredili z dušo, a ne? Ki bi jih delali z dušo, tudi če za njega ne bi bili plačani. Okej? In to so res lahko takšni projekti, ki nas delajo žive, in to so projekti, ki nekako na dolgi rok jih želimo si zgraditi takšen posel in brand, da jih bomo lahko veliko več teh projektov tudi vključili v naše delo, a ne. Ampak če tega nimamo, potem v bistvu ne bomo tako zelo motivirani, mogoče, da si potem res naredimo prostor za takšne projekte, a ne. Zadnjič je tudi legendarna je ena podjetnica nekaj takšnega, točno v tem stilu povedala, a ne, da ta projekt bi naredila, tudi če za njega ne bi bila plačana. In to je to, ampak to ne pomeni, da na take projekte gledamo samo, da so ko bomo imeli prosti čas, da se jih bomo lotili, ampak da so v bistvu takšni projekti pač konstantno z nami nekako na sporedu, a ne, da si zgradimo takšen brand, takšen posel, da si lahko privoščimo, če temu tako rečemo, takšne projekte. Zakaj? Zaradi tega, ker
takšni projekti nas delajo žive, a ne? Nismo šli na poslovno pot samo zato, da bomo garali, pa bomo tisto zmeraj v tistem, joj, moram to narediti, moram delati, zdaj sem v službi, služba je nekaj negativnega in tako naprej, ampak da bomo lahko, a ne, gradili posel, v katerem bomo tudi sami uživali. In jaz sem definitivno eden izmed teh dokazov, da je to možno. Ok? Torej, zapišemo si projekte, ki te navdihujejo in ti prinašajo veselje, brez nekega pritiska, brez nujnosti, to moram narediti, a ne? In to je v bistvu en taki seznam idej oziroma želja, ki jih lahko potem kadarkoli dopolnjuješ. A ne? To pomeni, da imaš zmeraj ta seznam živi in ga potem samo dopolnjuješ. Zakaj? Ker če ustvarjamo v bistvu svoj posel, smo kreatorji in sami izbiramo, kaj bomo ustvarili. Tako da lahko ustvarimo nekaj, kar nas bo polnilo, lahko pa ustvarimo nekaj, kaj nas bo praznilo. Tako da izbira pa čisto prepuščam vsakemu posamezniku. In potem tretji korak, ki ga marsikdo izpusti, je izračun do cilja. Torej, da bomo zdaj dejansko zračunali, ali je ta naš cilj dosegljiv z temi koraki, ki si jih mogoče zdaj mislimo, a ne? In ta korak nam omogoča, da realno vidimo, kaj je potrebno in da zraven tudi spremljamo sproti potem napredek, a ne? Se pravi, da če imamo, torej zdaj delamo program si za naslednjih 12 mesecev in če čez 6 mesecev ali pa čez 2 meseca vidimo, da nekaj ne štima tako, kot smo planirali, a ne? Da ne čakamo zdaj do konca leta, pa potem rečemo, ja, ni nam uspelo, ampak da lahko že po 2 mesecih rečemo, ok, nekaj tukaj nam ne štima, a ne? Moramo iti bolj v to smer, moramo to prilagoditi in tako naprej in gremo potem lahko uspešno naprej. In seveda, da do konca leta dosežemo cilj, se takoj verjetnost veliko, veliko poveča. A ne? Zdaj, predvčerajšnjem smo delali analizo ponudbe in pa optimizacijo, ne? Torej tisto, da res zberemo tisto ponudbo, ki jo bomo imeli in ne. Zdaj, če še kdo ni, potem bi zdaj bil potem tudi pravi čas, da ko to planira, ima to tudi v mislih. In kako bomo naredili načrt? Zdaj, za vse tiste, ki vas številke prestrašijo ali pa ste bolj, kako bi rekli, tako čustveni, a ne, velikokrat imam jaz so pri meni kakšne podjetnice, ki bi rajši kar rekle, ne, saj številk ne rabimo, a ne, bomo že, kako pač bo. Ampak številke nam veliko lahko povejo in nas usmerijo, kaj so naši naslednji koraki. Zato te povabim, da če slučajno imaš kakšen odpor pri tem, ni nič tak strašnega, bomo šli čez, se odpri za kakšne nove informacije, ker ti lahko dajo številke veliko odgovorov. In sicer, kaj bomo napisali? Tukaj v tabelco, tudi v delovnih listih, akcijskih korakih je ta tabelca, a ne? Si torej napišemo ime ponudbe, kaj bo naša ponudba, potem napišemo, kakšna je torej ta cena naše ponudbe, kakšna je stopnja konverzije. To pomeni, koliko ljudi se odloči za nakup. Torej, primer. Če jaz recimo dosežem 100 ljudi z mojim sporočilom ali pa da 100 ljudi, 100 ljudem pošljem mail, a ne? In se v tem primeru recimo 3 odločijo za nakup, potem je moja stopnja konverzije torej 3%. To je nekako približno standard nekako v industriji, tako da če ne veš, lahko daš si tudi 3%, ali pa da malo razmisliš, a ne, koliko ljudi običajno dosežeš, pa koliko je potem res nakupov, a ne, in tukaj spodaj je tudi, kako se izračuna. Potem naslednji korak bo, torej koliko število potrebnih prodaj potrebujem. Se pravi, koliko nekako potrebujem, da pridem s to ponudbo, s ciljem za to ponudbo do nekega rezultata. Recimo, da je to 20 prodaj, a ne? In seveda tukaj bomo potem lahko tudi zračunali, koliko potrebnih potencialnih strank oziroma leadov moram doseči, da pridem do toliko prodaj. A ne? Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker bomo tukaj lahko hitro videli, koliko ljudi rabimo na mailing listi, koliko ljudi mora doseči recimo naše objave na družabnih omrežjih, da je ta naš cilj sploh dosegljiv. A ne? In zdaj, če je cena ponudbe takšna in pa je prodaja takšna, bomo torej od tega lahko nekako načrtujemo takšne dohodke. A ne? In potem to ponovimo še recimo za 2 ponudbe.
in to seštejemo in vidimo, ali je ta naš cilj, ki smo ga si zastavili, je tudi realen. Ne? In zdaj, če ugotovimo, da ni, da je ta številka recimo nižja, zdaj, če je višja, pol verjetno je super, a ne? Ker če planiramo, da bomo več dosegli, kot je naš cilj, je super. Bolj problem je, če je ta številka nižja. A ne? In če smo mi prej, ko smo nastavljali torej tiste 3 cilje, vidimo, da je to pod vsemi 3, potem vemo, da z našo ponudbo na ta način je nekaj hudo narobe, mislim, ne da je narobe z ponudbo, ampak mogoče če imamo neke zelo nizkocenovne ponudbe, lahko mogoče razmislimo, a bi lahko v ponudbo zamenjali mogoče s kaj više cenovnega. Ali pa, da bomo naredili kaj zelo drastičnega, da bomo dosegli več potencialnih strank. Ne? In glede na to lahko potem prilagodimo, kaj bomo delali torej v teh 12 mesecih. Ali bomo torej izboljšali ponudbo, pa bo višje cenovna, bomo rabili manj strank, da dosežemo finančne cilje, ali na drugi strani bomo naredili nek projekt, recimo, ki nam bo občutno povečal, torej, da bomo prišli pred novo občinstvo. Ne? To sta dva potem lahko čisto drugačna prijema. Zdaj, mogoče bo kdo rekel, pa zakaj pa ne bi naredili obojega? A ne? Seveda, lahko pa gremo tudi na oboje. Kot bomo pogledali potem po korakih, bomo itak pogledali po vseh stebrih. Ampak lahko pa mogoče imamo v mislih, kaj bo mogoče bolj naš fokus. In četrti korak torej je, da bomo naredili 365 Brand Booster. To je torej kako bi rekli, plan za naslednjih 12 mesecev, kako bomo torej zdaj ta naš cilj, ki smo si ga zastavili in je v tej točki zdaj zelo realen, ne, je že zelo prizemljeno, ker vidimo, ok, prve ponudbe moram prodati 20, druge 30 in tretje 10, pridem do tega, kar si zastavim. Ne, je zelo prizemljeno, zelo lepo teče. Zdaj, za dolgoročno avtomatsko prodajo ni nekih zelo hitrih trikov, oziroma so lahko hitri triki samo en obliž, ki pa pač ne drži običajno dolgo, a ne. In velikokrat so kakšne takšne obljube, so lahko res taki začasni obliž na globoko težavo ali pa globoko rano. Zato je v bistvu res pomembno, da si naredimo plan tudi za dlje časa, a ne. Torej idealno za celo leto, pa potem to celo leto lahko razdelimo še na četrtletja, a ne, da nam je potem, da imamo še bolj fokus. In zdaj že kar slišim. Joj, Maja, ampak jaz nimam časa, moj urnik je že itak poln, a ne. Zdaj, to ne pomeni, da si bomo naredili plan, ki nam bo vzel vsak dan, ne vem, 10 ur, a ne. Ampak dajmo pa razmisliti, kako lahko ta plan vključimo vsaj nekaj časa v svoj posel. Ker iz nič ni nič. Če smo trenutno na točki, da nismo zadovoljni s prodajo, in nimamo čisto polnega urnika, ali pa če imamo čisto polni urnik samo s strankami, a ne, potem smo v enem začaranem krogu in pač ni druge, kot da smo pogumni in izstopimo iz tega začaranega kroga in si rečemo, lej, jaz si bom pa zdaj vzela čas, toliko pa toliko časa bom namenila temu projektu pač na dan. Jaz recimo zelo obožujem knjigo 12-mesečno ali nekaj takšnega leto, lahko pogledam potem še kdaj, ali 13, kjer v bistvu je avtor predlagal, da si na dan vzamemo recimo 2 uri časa, da delamo samo na svojem poslu. In ko sem jaz to prebrala, se mi je zdela ideja ful zanimiva, ne? Ker če vsak dan delam jaz na poslu 2 uri, potem seveda je zelo smiselno, da bodo neki rezultati, a ne? Ker to je, če delam 5 dni pa 2 uri, je to 10 ur, 10 ur na teden, recimo delam samo na svojem poslu. To se že da nekaj lepega narediti, a ne? Ampak potem pa se je v meni spet vklopil ampak jaz teh 2 ur na dan nimam, ne? In kaj sem naredila? Sem rekla, ok, zdaj mi je preveč strašno ali pa preveč me je strah, da bo, ne vem, kaj se zgodilo, ne morem recimo 2 uri, bom pa začela z pol ure, a ne. In ko sem rekla, ok, si bom dala izziv, pa bom zdaj en teden vsak dan namenila pol ure ali pa 1 uro za svoj posel, pa bom videla potem, kaj se dogaja. In ko sem jaz začela to uvajati, prvo, kar sem naredila, je bilo ta 1 ura.
na dan, še preden sem se lotila za stranke in kaj drugega. In začelo se je dogajati čudeži, zaradi tega, ker v tiste eni uri lahko narediš ogromno, če imaš dober plan, kaj narediti, kaj delaš vsak dan, in tudi rezultati se potem pokažejo. In fajn je, da če to narediš prvo zjutraj, je motivacija za cel dan, imaš potem motivacijo, ker veš, da si že veliko naredil za svoj posel. In enako, ko potem par podjetnicam, ki smo kolegice, sem to svetovala, da je naredi to, probaj, samo probaj, samo daj si to izkušnjo, in so isto bile ful navdušene. In jaz sem potem ta čas seveda zdaj že podaljšala in na 2 uri, in 2 uri zjutraj jaz zmeraj delam recimo na poslu. Tako da jaz ti definitivno priporočam, da si vzameš ta čas, da si ga dovoliš in da si ga daš. Da pogledaš res v svoj urnik mogoče, kaj je tisto, kar misliš, da moraš delati, pa ne prinaša rezultatov, ker nekaj ne štima, če nimamo dovolj zaslužkov oziroma nimamo dovolj strank, pa poln urnik nekaj ne štima. Ker potem bi mogli imeti ves ta čas, ki bi delali ga kao za stranke, nameniti temu, da pridobimo stranke. Če pa to namenimo temu, da torej postavimo si sisteme, ki nam bodo pač omogočali večjo prodajo, pa toliko boljše. Potem zelo pogosto slišim tudi to, imam vse osnove, imam že brand, spletno stran, grafično podobo, logotip, barve, ampak zakaj stvari še ne delujejo, kot bi morale? To je pa običajno razlog v tem, da imamo, kot vidiš, tale škafec, da škafec sicer imamo, ampak tale škafec ima potem luknjice. In če zdaj ta škafec ima luknjice in so stranke voda, potem vidimo, da nam odtekajo. Zato je zelo pomembno, da te luknjice torej zaflikamo oziroma da jih zakrpamo, zato da v našem poslu tudi več teh strank potencialnih ostane. Čisto po domače. In zdaj, če imamo neko prepričanje, da vse imamo in nam ne deluje, potem je to znak, da torej moramo nekaj izboljšati, da moramo še enkrat pogledati, kje imamo te luknjice, zato da res lahko zgradimo posel, ki je brez, kot to vedro, ki je brez teh luknjic in lepo nam deluje. Zdaj pa poglejmo še torej tale brand Buster imate tudi v akcijskih korakih, tako da lahko sproti si zapisujete. Zdaj bomo pa šli točno po mesecih pogledati, kaj lahko naredimo. In zdaj, zdaj smo septembra, in sicer 20. septembra, pa da rečemo, do septembra bomo zdaj, ga je že tako skoraj konec, pa bomo uredili si svoj urnik, pa mogoče še kaj drugega, zato da bomo res oktobra štartali na polno paro, s polno paro. In kaj lahko torej naredimo, je, da tukaj vidimo, da so torej po stebrih torej narejeni, so 3 stolpci, Torej, kaj bomo delali vsak mesec za rast in razvoj, kaj bomo delali za dohodke in kaj bomo delali za prepoznavnost. In tako je fajn, da si naredimo za svoj posel, torej za vse mesece načrt. Zakaj? Zaradi tega, ker če bomo delali na vseh 3 teh stebrih, ni druge, kot da uspemo. Razen, če obupamo, pa več ne delamo. Če pa si naredimo načrt in gremo, pa pač morajo biti pozitivni rezultati. In recimo, da oktobra začnemo, torej na rast in razvoj bomo delali na viziji, pa zato, da si postavimo cilje. Ker če nimamo vizije, kam želimo svoj brand ali peljati, pa smo na nuli, ali smo že v poslu, pa ga moramo mogoče malo pivotirati, ali pa želimo iti mogoče malo v drugo smer. Če tega cilja na koncu nimamo, potem seveda zelo težko do tja pridemo. Bomo potem zmeraj nekje tavali, pa ne bomo nikoli prišli do tistega končnega cilja, ki si ga pravzaprav želimo. Potem lahko razmišljamo tudi o tem, da vzpostavimo priporočilni sistem, ki nam prinaša stranke in pa poveča ali prodajo ali opise, odvisno, kaj imamo. Torej, da si vpeljemo v svoj posel tudi priporočilni sistem, to pomeni, da zadovoljne stranke bodo recimo priporočale naprej in nam same prinašale stranke. In veliko tukaj, ko smo se pogovarjali, vas je reklo, da pridejo stranke večinoma preko priporočil. Dajmo to še bolj izkoristiti.
a ne? In v oktobru, ko delamo za rast in razvoj, ta delček, dajmo fokus na te dve stvari. Okay? Potem dohodki bomo v fokus recimo dali ponudbo ena. Tu lahko je ta ponudba ena, zdaj, če nimamo tri, tako kot smo jih prej načrtovali, je lahko pač vedno ista, ne? Če je vedno zimzelena. Ne? Se pravi, bomo dali na fokus na prodajo ponudbe ena. Zakaj ena? Zaradi tega, ker če damo na vse tri ali pa na vse, da vse hkrati prodajamo, pa imamo veliko ponudbe, ki med sabo mogoče niso povezane, bomo to zelo težko prišli do cilja oziroma imeli neke orang rezultate, ne? Ker če malo prodajamo to, pa malo to, potem potencialne stranke sploh zdaj ne bodo vedele, kaj že mi zdaj sploh prodajemo. Če pa se v tem mesecu fokusiramo na eno ponudbo, jo izpilimo, da nam bo lepo potem delovala, tudi se prodajala naprej, pa smo lahko veliko bolj uspešni, a ne? In tukaj lahko potem naredimo tudi en taki pospeševalnik posvetov, zato da bomo prišli še do več strank in na 5 načinov pridemo do več strank. Torej, da si damo izziv in najdemo 5 načinov, kako lahko danes pridemo do strank. In če zdaj kdo reče, ampak Maja, jaz ne vem, a ne? Ja, podjetniki smo zelo kreativni. Dajmo najti, vsak izmed nas lahko najde 5 različnih načinov, kako lahko danes pridem do strank, a ne? Pogledali smo prevčerajšnjem, ko smo gledali tiste kampanje, smo že videli, a ne? Mogoče bo en način direktna, da bomo kontaktirali pretekle stranke. Mogoče bomo povprašali pretekle stranke za priporočila novih strank, a ne? Pa sta to recimo 2 načina. Mogoče bomo objavo naredili zelo tako konkretno na družabnih omrežjih. Mogoče bomo naredili kakšno sodelovanje s kakšno drugimi, ki imajo naše idealne stranke, podjetniki pa podjetnicami. Lahko bomo mogoče organizirali kakšen dogodek, se pravi, najdemo 5 načinov, kako že danes pridemo do strank. In tako sigurno povečamo torej prodajo te naše prve ponudbe, a ne? In idealno je, če tukaj razmišljamo tudi, kako lahko zdaj to vključimo, tudi na dolgi rok to uporabljamo. A ne? In zdaj bomo gradili seveda tudi oktobra že na prepoznavnosti. In sicer te povabim, da si narediš seznam 25 vplivnežev oziroma ključnih oseb, ki imajo tvoje idealne stranke. To so lahko kakšni drugi podjetniki pa podjetnici, ki jih občuduješ in imajo tvojo ciljno publiko, a ne? In z njimi začneš graditi odnose. Kaj to pomeni? To pomeni, da se z njimi povežeš, da klikneš follow, da se naročiš na njihove novice. Torej, ko imaš seznam teh ljudi, a ne, to ne rabijo biti zdaj vplivneži, ki imajo, ne vem, milijone sledilcev, lahko so tudi mikro, torej manjši, a ne, ampak da imajo tvojo ciljno publiko. In se z njimi povežeš, mogoče pošlješ kakšno zasebno sporočilo in tako naprej. Vklopiš si lahko tudi Google alerte za njih, zaradi tega, da če pride na Google kaj posebnega, da te Google o tem obvesti, a ne? In jim lahko potem, ne vem, če pridejo, ne vem, da so v katerih novicah objavljeni, da jim lahko pošlješ mogoče zasebno sporočilo in s tem gradiš še dodatno odnose. A ne? To je začetek, zaradi tega, ker tukaj gradimo temelje, ki nam bodo potem pomagali graditi odnose pač za naprej. Saj se bo potem vse poklopilo, a ne? Potem lahko pošljemo tudi personalizirano sporočilo 5 recimo ljudem. Torej, cel mesec pošlješ 5 personalizirano sporočilo ali novim, ki še te ne poznajo, potencialnim strankam. Ali pa celo tem vplivnežem. To še pa boljše, a ne? Torej, zbereš jih 25, 5 pa potem pošlješ kakšno sporočilo. Lahko je zasebno sporočilo, da jih ceniš, a ne? Da spremljaš njihovo delo, da se jim zahvališ in tako naprej. Da torej takrat, potem ko boš pripravljala ali pa pripravljala kakšen dogodek, pa boš želel ali pa želela povabiti te ljudi na svoj dogodek, da ne bo zdaj tako, da si padel z neba, ne? Ampak da so že zgrajeni odnosi s temi ljudmi. Okay? In potem je fajn, da razmisliš, kako graditi online prepoznavnost, avtentično in se ob tem dobro počutiti. To je v tem prvem mesecu zelo, zelo, zelo pomembno, ker je to nekaj, kar bomo gradili na dolgi rok. In preden ko najdemo to formulo, a ne, kako lahko imaš svojo avtentičnost in da se ob tem dobro počutiš, da najdeš nek način
ki tebi pije vodo, če temu tako rečem, boljše je. Jaz recimo tako z legendarnimi ali pa individualno, ko delamo z strankami, vedno, a ne, je neko prepričanje, da moramo uporabiti samo nek en kanal, ki je pač zdaj najbolj popularen. In potem pride kakšna podjetnica pa reče, jaz se ne želim izpostaviti. Eno imam, s katero smo se zadnjič ravno pogovarjali, tako da če se boš najdla, imam te v mislih, a ne, je rekla nekaj v tem stilu, pa večkrat se to ponovi, tako da ne bom izdala kakih pretiranih osebnih podatkov, a ne, ampak jaz se ne želim recimo še izpostavljati tako vizualno, ne, recimo mi ni udobno. In potem vedno lahko najdemo pot, kaj ti pa je udobno, pa vseeno, da stopiš iz cone udobja, a ne, ker iz cone udobja, ko stopimo, se dogajajo čudeži, a ne, ampak najdemo tisto pravo pot. Če je nekomu recimo zelo blizu, da posname videe, ja, dajmo to izkoristiti, naredi si takšen sistem, da pač lahko greš po tej poti, kar ti je bližje. Če nekdo ne mara video in se lažje izraža pisno, a ne, dajmo izkoristiti ta kanal. Vsi so lahko učinkoviti, če so pač tisto, kar je tebi pač najbolj bližje. Če so to audio, dajmo izkoristiti to. Vedno se lahko naredi takšna pot zagrajene prepoznavnosti, ki v tem, kar je tvoja, kako bi rekla, super moč, a ne, da to še bolj poudariš, da to izkoristiš, a ne. In fajn je, da si naredimo tudi strategijo, ki te iz nevidnosti postavi v ospredje. Torej, kaj bomo delali redno, a ne, pa v tem možno tudi uživali, zato da bomo torej prišli pred novo občinstvo. Potem je pa tukaj že november, a ne, in novembra bi potem za rast in razvoj postavili temelje brenda, ker brez tega pa res ne gre. Oziroma, lahko gre na kratki rok, pa se bo potem začelo vse rušiti, pa se bomo mogli vrniti nazaj. Ampak temelji brenda so res najbolj ključni. Tudi če že imamo posel, je fajn, da pogledamo nazaj, da jih utrdimo, da dopolnimo, če je potrebno, in to pomeni, da točno vemo, torej, kaj je naša vizija, kakšen brand si želimo zgraditi, komu želimo služiti, kaj bomo ponujali, na kakšen način bomo vse te tri stebre gradili, a ne, kaj je naš X-faktor, ki nas loči od soseda in tako naprej. A ne? Se pravi, temelji brenda in pa da profitabilno določamo cene. Torej, to pomeni, da bo do te cene ali pa ta ponudba podpirala naš lifestyle, torej življenje, kot ga želimo, in ne, da bomo samo na tistem preživetju. Okay? Za dohodke bomo tukaj se fokusirali na drugo ponudbo, torej na ponudbo 2. In pa vzpostavili bomo prvo, torej mini ponudbo, ki vodi v glavno ponudbo in pokrije stroške oglaševanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo lahko brezplačno oglaševali. Ja, torej, da bomo naredili mini ponudbo, ki se bo prodajala, to je torej nizkocenovna ponudba, v katero bomo torej dali oglase. Zakaj oglase? Zaradi tega, da bomo prišli hitreje, brez nekega dodatnega dela, lahko prišli pred večje občinstvo in to, kar prodamo v tej mini ponudbi, bomo torej pokrili si stroške oglaševanja, ampak ta mini ponudba bo pa vodila v našo večje ponudbo. A ne? Smo že tudi nekaj zadnjič, a ne, delali na tem, da lahko iz ene ponudbe peljemo ljudi v druge ponudbe. In ravno to bomo tukaj počeli. Oziroma počnemo, ne, lahko. Torej, da si pokrijemo, da imamo v bistvu oglaševanje skoraj da brezplačno. In pa potem seveda ne pozabiti, november prihaja črni petek, Cyber Monday, prazniki in tako naprej. Dajmo to, a ne, izkoristiti za akcijske kampanje. A to pomeni, da moramo našo ponudbo znižati za 60-70%? Ne, če nam to ni blizu, ni potrebno, lahko pa. Zato, ker smo na podjetniški poti, imamo izbiro. Lahko, če ti niso blizu popusti, pa da zelo znižaš svojo ponudbo, kar čisto razumem, in sem tudi jaz med njimi, zakaj ne bi za črni petek pripravili mogoče kakšno čisto posebno ponudbo, ki je drugače ni, sploh ne morejo pri vas kupiti. Ali pa vas za nekaj sprašujejo, pa nikoli nismo imeli časa, pa jo zdaj za črni petek lahko ponudimo. A ne? In če ima kdo negativno mnenje o črnem petku, pa ne vem, to je samo zato, da se prodaja, je fajn razumeti, da med našim občinstvom so pa tudi stranke,
ki si želijo ali pa pričakujejo od nas, da bomo na te dneve ponudili nekaj posebnega. In če ne bomo, bodo razočarani. Ne? Zato na eni strani torej razveselimo stranke, na drugi strani lahko občutno povečamo dohodke in če se nam na pladnju ponudijo takšne priložnosti, ki jih lahko izkoristimo in smo pri tem avtentični na svoj način, zakaj ne bi? Ok, dajmo to izkoristiti. In seveda gradili bomo tudi na prepoznavnosti, kjer bomo torej konstantno negovali svoje občinstvo preko e-mail novic, če še jih nimamo, dajmo jih zgraditi, preko družabnih omrežij, preko bloga, podcasta, karkoli pač imamo. Se pravi, negujemo svoje občinstvo naprej. To pomeni, da v bistvu jim ne pošiljamo samo akcije, pa samo, kot da so prijavljeni na, ne vem, na ene oglasno desko, ampak da v bistvu z njimi delimo tudi naše zgodbe, tudi jih zabavamo, tudi jih mogoče kaj izobražujemo in tako naprej. Skratka, da naredimo en taki miks, ki bo negoval naše občinstvo. In fino je, da si v tem mesecu nastavimo tudi sistem za objave, ki nam bo pač potem tudi deloval. Recimo mi pri Legendarnih smo si nastavili, smo en trening imeli prav temu namenjen, da smo nastavili in pozabili sistem, da smo torej naredili sistem, kjer se objave za družabna omrežja lahko potem čez celo leto recikliramo. In vsakič, ko skreiramo to objavo, jo lahko damo v ta naš sistem in potem jo lahko optimiziramo še in jo ponovno recimo objavljamo. In potem, kako iz ene objave naredimo več objav in vse to. Skratka, tako da tukaj nekako bi bilo to fajn, zaradi tega, ker velikokrat se zgodi, da mislim, da so ene statistike celo to, da podjetniki pa podjetnice povprečno porabijo tam enih 5-6 ur na teden za pisanje teh objav, pa novic, pa tega. In zdaj, če to naredimo samo enkrat, pa vemo, da je organski doseg, mislim, da sem danes zjutraj gledala 1,65%, je organski doseg na Facebooku pa na Instagramu. To pomeni, da če imamo mi 100 sledilcev oziroma če imamo 100 sledilcev, se recimo enemu pa pol dobremu, se objava naša samo prikaže. Ni nujno, da jo vidi, se prikaže. To je res, res, res zelo malo. Zato zdaj vse svoj čas, pa da porabimo 5 ur na teden za to, vložiti samo za to, po mojem mnenju obstajajo pač veliko boljše poti. Zato je fajn, da si naredimo takšne sisteme. In pol smo že decembra. Moja vizija, jaz sem zadnjič, prejšnji teden, ko sem razmišljala o viziji za mojo idealno stranko do konca leta, je moja vizija ful zaživela v tej stilu, da si jaz želim, da bojo moji podjetniki pa podjetnice, oziroma s katerimi jaz sodelujem, da bodo decembra imeli bolj ali manj, koliko se da fraj. V stilu, da bodo lahko brez skrbi si vzeli na off, da bodo lahko preživeli te praznike brez slabe vesti, da morajo nekaj še delati, ali pa vsaj drugo polovico decembra, da imajo res tisto, da si naberejo in da vejo, da so potem decembra zaključili rekordno leto in hkrati imajo jasno, kaj januarja delajo naprej. Torej, da ne začenjajo spet iz nule, kaj pa zdaj, ampak že imajo v bistvu vse decembra postavljeno, da potem januarja samo šibajo naprej. In decembra je torej fokus, da torej oblikuje se in pa pili celostna grafična podoba, ki pritegne prave idealne stranke. Tu velikokrat vidim, da niso podjetniki pa podjetnice, čisto jim ni jasno, kaj bi naj bil namen celostne grafične podobe. To pomeni barve, to pomeni logotip, to pomeni grafike, to pomeni vse vizualno, kjerkoli, kar je. Tudi slike, tudi, ne vem, vizitke, objave na družabnih omrežjih, vse vizualno povezano. In namen te vizualne podobe ni samo, da je meni kot podjetniku pa podjetnici všeč, ker je pač to moje, to seveda mora biti, ampak prvi cilj je, da pritegne pravo občinstvo. Torej, da pritegne tvoje idealne stranke, kdo pač to je. Če si predstavljaš, recimo to dam zelo taki plastični primer velikokrat, če sem jaz fitness trenerka za mlade mamice po nosečnosti, po porodu recimo, in je moja vizualna podoba
taka zelo črna, pa moške mišice, pa veliko fokusa na te mišičaste moške, pa da se kapljice kar stekajo dol, a ne. Verjetno ne bom vizualno potegnila pozornosti od pravih ljudi, oziroma pravih idealnih strank, a ne. Zato torej tukaj izpilimo torej to, da že vizualno torej pritegnemo prave idealne stranke. Potem pri dohodkih gremo na fokus, je torej ponudba 3. In pa seveda lahko pripravimo tudi božično novoletno ponudbo, a ne. Recimo jaz sem lani pripravila 12 dni do božiča, kjer je vsak dan recimo bila na sporedu ena nova ponudba. Vsak dan torej do božiča, teh 12 dni, se je recimo odprla ena nova posebna ponudba. In nekatere so bile nizkocenovne, nekatere so bile visokocenovne, a ne. To je tako kot tiste, ko se kupijo tiste kartonaste škatlice, a ne, ko potem se odpirajo vsak dan čokoladke, a ne. Mi pa lahko tukaj imamo torej vsak dan recimo novo ponudbo in je lahko tudi za naše sledilce, za naše potencialne stranke to nekaj zelo zanimivega. In lahko kombiniramo plačljive ponudbe, brezplačne ponudbe. Skratka, jaz sem res kombinirala različne zadeve in je bilo ful zabavno in smo se imeli ful fajn in, je bilo nekaj novega, nekaj svežega, a ne. Tako da tudi to je možno, da vsak izmed vas si mogoče naredi ali pa zmisli kakšen takšen projekt, a ne, kjer omogoča tudi sodelovanje, tako da v bistvu s to božično novoletno ponudbo hkrati lahko gradimo tudi prepoznavnost, a ne. Ali pa naredimo kakšne paketke recimo, a ne, da sodelujemo s kakšnimi drugimi podjetniki, podjetnicami, pa potem se tukaj odpre na določen dan recimo njihova ponudba, pa vsi potem promovirajo ta dogodek, a ne. Je lahko zelo, zelo lušten, pa zabavna zadeva. Lahko torej si naredimo tudi kakšen izziv, ki je pač, dogodek zato, da pridemo do več strank. In potem seveda gradimo tudi na prepoznavnosti. Zdaj, če narediš neki tak projekt, kot je recimo ta 12 dni do božiča, lahko komot pač je to spada tudi v prepoznavnost, če je pač mišljeno, da sodelujejo tudi drugi, a ne. Še vedno pa torej negujemo občinstvo, lahko povabimo 1 do 3 vplivneže recimo na kakšen live pogovor, na kakšen intervju, na kakšno sodelovanje, oni potem k poslušanju povabijo svoje občinstvo in mi takoj pridemo torej pred novo, občinstvo, a ne. Lahko pa naredimo tudi kakšne sodelovalne dogodke. Potem pa smo zaključili ful uspešno leto, a ne. Jaz vedno rečem, a ne, da fajn je, da si že tudi, ko si postavljamo torej, te cilje, da vidimo torej, kaj smo dosegli. Torej, moja vizija je za vse vas, ki ste tukaj, da imate decembra rekordno leto, da imate jasno pot, kako in kaj potem januarja naprej in da si rečete: ta zadnje četrtletje je bilo totalno transformacijsko, je bilo totalno že, nekaj novega, a ne, tako na področju dohodkov kot na prepoznavnosti. Pa še veliko sem recimo naredila na tem, da sem si zgradila brand, na katerem lahko zdaj v letu 2026 potem delam naprej. Okej? In januarja torej se lotimo s spletno stranjo. Ne, marsikdo bo to rekel: "Maja, jaz bi že oktobra začel s spletno stranjo." In, problem je v tem, da zdaj oktober, november, december so meseci, kjer se je fajn fokusirati na dohodke. Prvo kot prvo zaradi tega, ker res je večino, podjetnikov pa podjetnic, ima tukaj največjo prodajo, a ne. Tako da bi bolj priporočala, da je fokus na tem. Plus tega, da pridemo do spletne strani, v bistvu potrebujemo vizijo, ki jo naredimo oktobra, potrebujemo temelje branda iz novembra in potrebujemo celostno grafično podobo decembra, ki smo jo naredili, torej izpilili decembra. Zaradi tega, ker če ne vemo, kakšna naj bo sploh naša vizualna spletna stran in nimamo torej postavljene strategije za temelje našega branda, pol sploh ne bomo vedeli, kakšni bodo lijaki in bo spletna stran sama sebi namen. Okej? Če pa imamo te 3 korake postavljene, pa bo januarja potem spletna stran ful na simpel jo narediti, a ne. In je lahko tvoj najboljši asistent in pa prodajalec z lijaki za avtomatsko prodajo. Koliko časa to potrebuješ? Potrebuješ zdaj, če delaš s pomočjo spletna stran 2.0, to je pač eno ogrodje, ki ga jaz,
v bistvu lahko ga dobiš tudi brezplačno, bomo malo kasneje tudi o tem govorili, ampak drugače je v bistvu to tudi pri meni ena ponudba, kjer nekako običajno vzame tam cca en mesec, a ne, če delamo po tem programu. Če pa gremo čisto samostojno, pa bi jaz v bistvu priporočala, da si računamo nekje 1 do 3 mesece, plus potem še seveda testiranje, optimizacija pa vse to, če delamo samostojno, a ne. Če pa imaš že sistem, pa v enem mesecu običajno ali pa že prej je to lahko komot postavljeno. Okej. Pri dohodkih se januarja potem spet lahko vrnemo na prvo ponudbo, a ne, uporabimo tisto, kar smo že naredili, torej ponovimo in lahko v bistvu organiziramo tudi neki downsell po lansiranju. Torej, če spet lansiramo ponudbo 1, lahko potem dodamo še eno ponudbo za vse tiste, ki niso kupili te ponudbe 1, kupijo potem neki sistem, da kupijo pač neko nižje cenovno ponudbo. Običajno to je tam enih 30% od te prve ponudbe, a ne. In lahko potem torej monetiziramo še bolj to, kar smo že vse pripravili. Za prepoznavnost spet imamo torej negovanje občinstva, potem pa lahko organiziramo torej online zabavo, ki poveča obiskanost spletne strani. Pod predpostavko, da seveda tukaj imamo ta en mesec, kjer smo postavili spletno stran, a ne, in potem seveda naredimo en taki boom za otvoritev torej te naše spletne strani, in jo torej otvorimo z tem, da pridemo res pred veliko občinstvo. Zakaj je zelo pomembno? Zaradi tega, ker marsikdo pozabi na to, da dajmo izkoristiti takšne dogajanja, ki se nam lahko dogajajo v poslu, a ne, zato, da imamo kot en party, kot eno online zabavo, ker s tem pridemo pred večje občinstvo, ker poveča se prodaja in tako naprej. Velikokrat se pa zgodi, a ne, da podjetniki pa podjetnice naredijo svojo spletno stran in jih čisto razumem, ker so mogoče potem ful izčrpani, ker so vložili veliko energije, pa že imajo dovolj, samo komaj čakajo, da to objavijo in grejo naprej, a ne, namesto da bi potem to res izkoristili in naredili en veliki boom. Tako da januarja, ko se vse nekako tako umiri, a ne, lahko konec januarja, potem mi že imamo spet en tak dogodek. Februarja bi potem recimo naredili oziroma se lotili malo večjega projekta in to je summit. To je v bistvu en online dogodek, ki lahko občutno poveča našo prepoznavnost, zgradi mailing listo in pa tudi veliko lahko iz tega dogodka zaslužimo. Tako da bi v bistvu to bil dogodek, če mogoče kdo ne pozna, kaj to je v bistvu običajno dogodek, kjer imamo različne spikerje, torej govorce, ki recimo služijo isti idealni stranki, se fokusiramo na neko težavo, ki jo ima naša idealna stranka, jih povabimo na ta dogodek, da z njimi se torej pogovarjamo o tem, vsi vabljeni potem vabijo na ta dogodek, kar pomeni, da torej vsak sodelujoč v tem dogodku pride pred novo občinstvo, a ne. In potem se seveda ljudje prijavijo na ta dogodek brezplačno, mi jim seveda potem lahko ponudimo kot neko VIP nadgradnjo vstopnico in s tem zelo lepo zaslužimo in hkrati dobimo zelo ogromno bazo novih ljudi, novih potencialnih strank, a ne. Tako da tukaj bi v bistvu začeli organizirati ta dogodek, ker to je večji dogodek in jaz nekako priporočam, da si vzamemo vsaj 2 do 3 mesece za organizacijo tega dogodka, a ne, in s tem potem res naredimo en ogromni boom. Ne samo za ta dogodek, ampak potem za celotno naslednjo našo poslovanje, a ne. In potem seveda tudi optimizacija stopnje konverzije. Torej, kaj to pomeni? Da v bistvu delamo tudi na tem, kako, če imamo recimo spletno stran, kako lahko zdaj to stopnjo konverzije, torej več obiskovalcev, ki pride na našo spletno stran, da postanejo tudi kupci, a ne. Da torej pogledamo, kje izgubljamo. Kot smo prej pogledali tisto vedro, ki je imelo luknjice, pa so točile, a ne. Torej, da pogledamo, kje so te naše luknjice in jih v bistvu zakrpamo. Ker s tem, ko jih zakrpamo, seveda naši dohodki tudi zelo narastejo. In seveda tudi večjim strankam pomagamo, a ne. In delamo torej naprej, če delamo v tem 1 do 3 mesece spletno stran, je tukaj tudi še delo na spletni strani, a ne. Fokus tukaj je potem ponudba 2.
prepoznavnost delamo spet, negujemo naprej, torej kot vsak mesec svoje občinstvo in pa lahko naredimo torej eksplozijo obiskovalcev na spletni strani. Torej, da še pojačamo torej to, da imamo novo spletno stran, a ne zdaj še tukaj lahko organiziramo še en takšen dogodek oziroma aktivnosti, ki bodo povečale obiskanost naše spletne strani. Potem smo v bistvu že marca, a ne, kjer torej spet nadaljujemo z organizacijo summita. Potem si pa lahko dodamo recimo kviz kot orodje za pridobivanje strank. Torej tukaj lahko si v naš sistem, a ne, začnemo dodajati, kako bi rekla, različne pomočnike. Ene izmed takih pomočnikov je lahko tudi kviz, preko katerega lahko torej filtriramo naše stranke in jim potem ponudimo bolj personalizirano ponudbo glede na odgovore, ki so nam jih dale. In seveda, če jim mi ponudimo neko personalizirano rešitev za njihovo težavo, verjetnost, da bo nek nakup se zgodil, je veliko, veliko večja. A ne? In če smo v teh 3 mesecih, ko še delamo spletno stran sami, še bi marca torej lahko računali tudi na to, medtem ko ta kviz bi seveda lahko vključili že na novo spletno stran. Fokus je tukaj ponudba 3, a ne? In pa prepoznavnost, tukaj spet negujemo svoje občinstvo, in pa spet delamo na tem, da povečamo, podvojimo število strank na spletni strani. Mislim, obiskovalcev, a ne, in posledično tudi seveda se povečajo tudi število strank. Aprila je potem čas, da se ta summit, ki smo ga zdaj 2 meseca organizirali, tudi zaživi. Torej izvedba summita, ta dogodek, to je zdaj res, res ogromni dogodek, a ne, in dohodki pridejo tudi iz summita, ker tukaj lahko torej recimo jaz sem organizirala že 3 takšne dogodke, zato da že vem, o čem govorim, a ne, in ti dohodki, pa tudi moji legendarni so potem v mojem sistemu delali in so bili lahko zelo, zelo uspešni, a ne, ker ta summit je res, je res super dogodek, ki nas postavi tudi na zemljevid. Okej? Tako da torej zaslužimo od njega, zaradi tega, ker prvo kot prvo, dogodek je za javnost sicer brezplačen, morajo se pa prijaviti. S tem se gradi torej naša mailing lista. Ko se prijavijo, jim mi pa lahko ponudimo, a ne, ker ta summit je na voljo recimo samo 48 ur brezplačno, če pa želijo imeti VIP vstopnico pa še kaj dodatnega, recimo, da dodamo v ta paket, pa lahko zakupijo, sicer za kaj nizkocenovnega, ampak te se potem, ker je taka količina ljudi, se to lahko zelo lepo tudi nabere. A ne? In na prepoznavnosti torej delamo preko summita, ker je sodelovalni dogodek, kjer pridemo torej do novega občinstva in pa seveda zraven tudi negujemo že svoje obstoječe občinstvo. Potem pa smo že april, maj, ja, maj, pa lahko vidiš, da so tukaj že zapisane brand iskrice. Torej maja lahko pa komot štartaš že, lahko seveda že prej, a ne, ampak jaz sem tukaj dala bolj tako, da res postavimo si dobre temelje, da zaslužimo dovolj, da zgradimo prepoznavnost, da imamo ene take konsistentno, gremo naprej, a ne, zato da tukaj potem maja pa lahko si že vključimo tudi takšne projekte, ker smo prej govorili, a ne, ki so za našo dušo. To so torej te brand iskrice. Torej zbereš si en projekt in ga lahko vključiš v svoj posel kot tisto, kar te res polni, kaj te prižiga. In lansiramo lahko tudi kakšno novo ponudbo ali pa lansiramo zimzeleno tudi ta naš summit, da se potem lahko kadarkoli ljudje kupujejo dostop do tega summita, a ne, in organiziramo tudi recimo downsell po lansiranju, torej tisti, ki niso kupili naše glavne ponudbe, lahko potem kupijo neko drugo ponudbo, ker še mogoče niso bili tako pripravljeni, ampak vseeno pa lahko mogoče potem naredijo korak naprej. In negujemo naprej naše občinstvo. Potem junija spet vključimo kakšen projekt za dušo, torej to je ta brand iskrice, a ne, za prodajo v bistvu, ker je pač to so bolj poletni meseci, ke se začnejo že dopusti, je pa nekako
ko sem gledala za vizijo, a ne, za podjetnike, je, da v bistvu tukaj poteka bolj ali manj avtomatska prodaja, ker smo si prej v bistvu vse lepo zgradili, zaradi tega, da tukaj ne rabimo nekaj posebnega delati, ampak da v bistvu prodaja poteka avtomatsko. Glede prepoznavnosti naprej, torej negujemo svoje občinstvo in pa kakšna win-win, torej zmagovalna sodelovanja, a ne, z kakšnimi drugimi, ki imajo tvoje občinstvo, ali so to kakšni skupni webinarji, ali so to kakšna gostovanja, recimo pri kom, da gostuješ na podcastu in tako prideš pred novo občinstvo, ali so to kakšni sodelovanja z mediji in tako naprej. Skratka, tukaj se lahko potem res igramo, a ne, ker je potem res junij, taki poletni meseci, da imamo eno tako sproščeno poletje, kjer ne trpi naš posel. Julij je potem še bolj tako usmerjen, a ne, se pravi, dopustniško imamo spet brand Iskrice, kar bomo pač delali na rasti in razvoju, poteka še zmeraj bolj ali manj avtomatska prodaja. In pa tukaj spet negujemo svoje občinstvo, potem pa je fajn, da delamo tudi na tem, da pošljemo mogoče kakšen follow-up s temi našimi vplivneži, a ne, s temi 25, kjer smo si prvi mesec naredili seznam. Ohranimo stike, mogoče gremo na kakšne dogodke, lahko tudi organiziramo kakšne skupne dogodke, skratka, tu se res lahko zelo že igramo, a ne. In podobno, v bistvu avgust je pa res taki bolj na off, kjer imamo na sporedu samo brand Iskrice, poteka že avtomatska prodaja in pa negujemo samo še svoje občinstvo. Potem pa smo že septembra, kjer spet imamo brand Iskrice, mogoče kot dohodke, da malo spet, a ne, ko pridemo vsi iz dopusta, pa naše stranke, da malo tako pojačamo, mogoče tudi prodajo, a ne. Lahko organiziramo recimo neko delavnico s 3 partnerji, pa imamo eno tako skupno delavnico, zato da štartamo potem september lahko zelo spet, kako bi rekla, uspešno, a ne. In s tem gradimo tudi seveda na prepoznavnosti in pa hkrati negujemo svoje občinstvo. In to je zdaj v bistvu celoten sistem, ki ga lahko po želji torej prilagodiš, a ne, glede na to, kaj ti potrebuješ. Zdaj, mogoče ste opazili, da so nekje zraven zvezdice, pa bom to mogoče izpolnjeno lahko tudi potem podelim, če si niste pisali zraven, a ne. To, kar je označeno z zvezdico, a ne, so vse vsebine, ki jih že imamo recimo znotraj programa Legendarni. Malo več bom o tem programu povedala kasneje, ampak če kdo razmišlja, ne, da si želi dodatno podporo in tako naprej in da mogoče ne želi odkrivati tople vode, kako organizirati summit, pa ne vem, kako narediti eksplozijo obiskovalcev na spletni strani, a ne, in vse to, ne rabiš skrbeti, ker to je že vse pokrito. Tako da bomo malo kasneje pa povedali več. Zdaj, kar bi priporočala, ne, da si potem lahko, če smo bolj digitalni, a ne samo na papirju, sem vam pripravila tudi brezplačno tole interaktivno predlogo, kje si lahko za vsak mesec torej napišete te needle moverje. Jaz nekega pravega izraza slovenskega prevoda nisem ravno našla, tako da to so v bistvu neke naloge, ki dejansko nas prestavijo naprej, a ne. Tako da tukaj se v bistvu potem lahko zapišete, da imate potem tudi lahko na eni strani vse, pa da lahko potem kljukate, kaj je narejeno, a ne. Sem pripravila, da imaš lahko tukaj ideje za rast in razvoj, dohodke pa prepoznavnost, potem pa izbereš tiste glavne naloge, lahko je to, kar smo zdaj pogledali, direktno prepisano, a ne. Tako da potem v bistvu, ko se štarta mesec, točno veš, kje je tvoj fokus in ne rabiš razmišljati, kaj bi, ampak imamo točno fokus za vsak mesec. In tukaj je potem za vsak mesec tudi pripravljena predloga. Čisto na kratko, torej dvakrat, če gledamo torej na dvakratne dohodke, a ne, vodijo v izgorelost, medtem ko 10-kratno je pa mindset, ki nas vodi torej bolj v svobodo in iščemo nove poti, drugačne pristope, da lahko pač pridemo tudi do tega. Zdaj, eden izmed zanimivih teh številk, ki sem jih izbrskala, je recimo tudi to, da podjetja, ki uspejo ustvariti močno čustveno povezavo s strankami, lahko povečajo njihovo vrednost do življenjskega obdobja za do 306%.
Po domače povedano, a ne, to, da mi imamo, da smo povezani s svojimi strankami, ni fajn samo zaradi tega, ker pač je to nam osebno fajn, a ne, ampak lahko torej poveča občutno tudi dohodke za naše podjetje, kar je pa itak zmagovalna kombinacija za vse vpletene, a ne. In strateško postavljen brand torej ne samo, da gradi zaupanje in poveča zvestobo strank, ampak tudi vpliva na prihodke in pa dolgoročni uspeh podjetja. In zdaj pričakovati, da bi brez strateško postavljenega branda imeli vrsto strank, ki čakajo na nas, mogoče ne bo čisto takoj šlo, ne. In zdaj definitivno vemo, torej kaj narediti, kaj so naslednji koraki, ker smo šli pogledat po mesecih celo, a ne. In imaš recimo na voljo prvo varianto, da izkoristiš znanje in greš raziskovati, kako in kaj narediti naprej, a ne. Torej imaš neko strukturo, vzami vse, kar ti koristi in pojdi naprej. Ali pa druga je pa moja ljubša, a ne, da gremo skupaj naprej, in da ne rabiš vse raziskovati pa ugotavljati, kaj pa zdaj narediti, pa kako narediti, a ne, pa smo na pravi poti, pa kako bi še lahko kaj izboljšali in tako naprej, pa lahko gremo skupaj. In kar sem zadnjič zasledila od tega Warren Buffetta, a ne, je v bistvu nekje pač ta njegov rek, a ne, da tveganje nastane, ko ne veš, kaj počneš. Torej, v bistvu tvegamo takrat, ko ne vemo, kaj počnemo. Če pa vemo, kaj počnemo, pa na katero pot želimo iti, a ne, pa se tveganje zelo, zelo, zelo zmanjša, a ne. In zdaj, če si želimo magnetično privlačen, profitabilen brand z vrsto strank, ki pušča trajen pečat, potem je čas, da se poslovimo od lovljenja strank in da v bistvu postanemo magnet za stranke oziroma da ga zgradimo. Zato pa v bistvu potrebujemo torej vizijo, potrebujemo temelje branda in potrebujemo celostno grafično podobo, ki bo to torej potegnila, a ne. Ker če imamo vizijo, kam gremo, komu želimo služiti, če imamo dobre temelje za naš brand, da imamo zelo jasno, kako bomo gradili prepoznavnost, kako bomo prišli do dohodkov, kako bomo učinkoviti, in imamo vizualno tako postavljen naš brand, da pač že na prvi pogled potegne pozornost naših idealnih strank, a ne, potem v bistvu imamo avtentično prepoznavnost na vsakem koraku. In s tem lahko vsaj 10-krat več idealnih potencialnih strank tudi dosežemo, a ne. Fajn je tudi, da se poslovimo od tega, da če slučajno je zdaj naša spletna stran bolj kot okrasek, da v bistvu postane najboljši prodajalec in pa asistent. Zato pa potrebujemo sistem za pridobivanje strank. Torej, da sploh pridobivamo stranke, da ne rabimo vsake ročno z vsako stranko se ukvarjati, a ne, ampak da imamo sisteme, ki nam tukaj pomagajo, da imamo vsebine, ki dejansko konvertirajo. To pomeni, ko govorimo o blogu, ko govorimo o podcastu, ko predstavimo ponudbo, a ne, da vsa ta vsebina tudi dejansko konvertira obiskovalce v stranke, a ne. In pa da imamo torej dovolj privlačen dizajn in pa optimizirano, da v bistvu stranko, potencialno stranko, torej najhitreje pripeljemo od obiskovalca do stranke, pa ne samo do stranke, ampak do tega, da se potem ta stranka tudi vrača in priporoča naprej, a ne. In tako dobimo, je ta naslednji del online prodajalca, ki nam dela 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In tako lahko s tako spletno stranjo lahko vsaj 5-krat višja konverzija. To pomeni, da torej pridobimo toliko več strank, brez da pridemo pred toliko več potencialnih strank, a ne. Potem je fajn, da se tudi poslovimo od polnega urnika in tega prepričanja, da pač moramo, da če imamo espe, da moramo imeti totalno polni urnik, a ne. Ampak da imamo urnik po svoji meri. Torej, da po meri, kaj želimo vmes početi, kaj želimo tudi, a ne. Tudi če imamo svoj posel neizmerno radi. Jaz priznam, jaz uživam v svojem delu zdaj, ni bilo zmeraj tako, ampak zdaj pa res uživam v svojem delu. Ampak to ne pomeni, da v življenju ne želim imeti kakšne druge izkušnje, a ne, da želim samo delati. Ampak da želim imeti tudi čas za aktivnosti, za hobije, za družino, za bližnje in tako naprej. In zato seveda
potrebujemo dobro spletno prisotnost, potrebujemo prodajne lijake. Kot smo že pogledali tiste kampanje 2 dni nazaj, recimo, je ena izmed njih, a ne, mi pa tukaj jih lahko imamo več, ki nam torej eni stranki prodajo več, ki stranke peljejo po korakih, a ne, in tudi v naslednje ponudbe in tako naprej. A ne? In pa e-mail avtomat za prodajo. A ne? To bi tudi bilo fajn, da preko e-mailov, da imamo sisteme, to ne pomeni, da samo je odvisno od tega, da mi pošiljamo e-mail, torej novičke redno, a ne? Ampak to pomeni tudi to, da delajo, da imamo vzpostavljene kampanje avtomatske, ki se same aktivirajo, ko potencialna stranka naredi neko akcijo, a ne? In potem peljejo recimo naprej. In tako lahko skreiramo avtomatski generator strank in brand z večjim pečatom, a ne, ker pomagamo torej večjim ljudem. In s tem sistemom lahko pridobimo vsaj 6 ur na teden več prostega časa. Ne? In zdaj si predstavljaj, če imaš 6 ur na teden več, kaj bi bilo, kako bi jih zapolnil oziroma zapolnila. Zdaj, če je to nekaj, kar se ti zdi fajn, potem je danes torej odprl spet vrata tale letni mentorski program Legendarni, ki ti prinese torej takšno spletno stran, ki je tvoj najboljši prodajalec in asistent. In to sem že prej omenila, ne, za vse, ki se boste odločili, da se vpišete, torej časa je do 27. In če se odločite za plačilo v enem kosu, dobite zraven spletno stran 2.0. Torej celotno ogrodje, tako postavljene že posamezne strani, kot tudi nekateri lijaki, so lahko zraven kot bonus. Okay? Potem gradimo torej prepoznavnost na avtopilotu, torej zgradimo te sisteme, vizualno podobo in pa jasne korake za brezmejno rast. Torej naprej torej potem tudi delamo na tem, da naš brand raste, torej da ne zastane, a ne, pa gre naprej. In zdaj se lahko predstavljaš samo, kako je, ko ti ni treba skozi nekaj iskati, pa googlati, pa ugibati, ampak samo vzameš nek delček, kar potrebuješ in greš naprej, a ne. Recimo, ravno zadnjič mi je ena stranka rekla, da zdaj bi pa rada naredila en summit, a ne, in se selila v tujino, pa bi rada naredila summit, da če bi jaz lahko to povedala, a ne. In sem jo napotila, ne, glej, vzameš to, slediš, narediš, imaš že predloge, imaš vse pripravljeno, greš v akcijo, a ne. Potem, da imaš možnost postaviti vprašanje in dobiš odgovor glede svojega posla. Torej, da ni to samo nekaj, da tako kot si kdo včasih, a ne, napiše neko vprašanje v Facebook skupino, pol pa ne dobiš nobenega odgovora. Tukaj pač ga zmeraj dobiš, vsaj od mene, a ne. Potem si lahko predstavljaš, kako je fajn, ko si v skupnosti podobno mislečih. Jaz moram priznati, da vsakič, ko imamo z mojimi legendarnimi srečanje, zdaj ravno v sredo smo imeli nazadnje, a ne, in smo se ravno pogovarjali, a ne, da tudi samo, da malo počvekamo mogoče na koncu, pa malo podelimo si kakšno izkušnjo, a ne, je toliko fajn, ker imaš tisti občutek, da nisi sam. In jaz moram priznati, da sem si pomislila, wow, to je ta program. In moje stranke pač se tako lepo povezujejo, pa recimo sodelujejo z mano in jaz sem lahko dejansko del tega takšnih odnosov in je res fajn. In fajn je tudi, da ko padeš kdaj v luknjo, da imaš podporo, ki ti pomaga mogoče osvetliti pot. Kaj mislim s tem? Na podjetniški poti ni zmeraj vse samo lepo pa rožnato in tako naprej, a ne? In takrat, ko ni, je še toliko bolj potrebno ali pa fajn, da imamo to, da nekdo nas, a ne, prime, da imamo nekoga, ki nas lahko prime, pa potegne iz te luknje, pa nam pokaže, glej, tako pa tako greš lahko iz te luknje. Ni tako hudo in greš hitreje, ne. In tudi nisi potem sam na tej poti. Potem tudi, da se počutiš na tej poti kot opolnomočeno, usmerjeno in da zmoreš karkoli narediti, a ne, tudi dohodke. Da se posloviš od nenehnega testiranja in se učiš na drugih napakah, lahko tudi mojih izkušnjah in tako naprej. In imaš občutek varnosti in veš, da je zate poskrbljeno, ne glede na to, kaj se zgodi v tvojem poslu.
A ne? In ta program legendarni je torej sestavljen iz tega legendarni hitri začetek. To je v bistvu en malo bolj obsežni program, ki ga priporočam, da vsak izmed novih legendarnih gre čez, če že imaš brand ali pa če si iz nule, zaradi tega, ker po moje so mi čisto vsi že rekli, da so dobili, aha, da zdaj pa jim je jasno, zakaj, a ne? Zakaj jim nekaj ne deluje. In sicer tukaj gremo čez po modulih, a ne, od tega, da postavimo torej temelje brenda, kjer gremo, torej jaz te vodim čez delavnico, a ne, potem, da naredimo sisteme za avtentično prepoznavnost na vsakem koraku, da zgradimo torej spletno stran, avtomatski generator strank, pa brand z večnim pečatom. In tukaj je ful luštno, da v bistvu tukaj dobiš, ko se priključiš, takojšen dostop do tega programa in pa neomejen, kar pomeni, da ti ostane tudi kasneje, če nisi več v tem programu legendarni, ti ta del ostane za zmeraj. Tudi če ga mi posodobimo, dodamo nove vsebine, ti vse to ostane. Plus tega, zakaj bi ti to zdaj fajn bilo, da ti ostane, ne? Da če želiš kadarkoli zgraditi nov brand ali pa, ne vem, pivotirati, ne? Ti ni treba odkrivati tople vode, greš samo čez ta program še enkrat in lahko narediš na novo, a ne? A ne, tukaj recimo Tija je tako napisala lepo, da je to bil za njo skok na višjo stopničko, finančno, poslovno in osebno pa to ni bilo edino mnenje in tako naprej, a ne? In je potem v bistvu, ko greš čez to, 100-krat lažje definirati tudi ponudbo, vsebino, videz, pa vse ostalo, kar pa še zraven, a ne. Tamara, ki podpira v bistvu starše, in je ful fajna tudi za to, da nauči, kako starši vzgodijo fajne otroke in da imajo fajn odnos, a ne, si je zgradila tudi recimo spletno stran, ki ni bila samo okrasek, ampak konvertira obiskovalce v stranke, a ne. In s tem lahko potem seveda prideš tudi pred več dohodkov. Nadse sem že delila, z Nadsetem že nekaj časa sodelujemo, a ne, in v tem letu, ko je bil med legendarnimi, mislim, se še je premaknil, torej od tega skladiščnika, če temu tako rečem, a ne, da je imel zraven zaposlitev, zaradi tega, da pač si lahko gradil zraven posel, a ne, je zdaj zelo, zelo uspešen podjetnik, ki podpira v bistvu moške. In je res prav čudovito ga je spremljati. Zraven potem, a ne, je 12-mesečno mentorstvo moje, kjer imamo redne mesečne, online srečanja, torej 2-krat na mesec imamo skupinski coaching, kjer v bistvu lahko postaviš vprašanje, kjer pogledava recimo, aha, kaj planiraš, kako lahko izboljšaš, in pa imamo tudi redne mesečne posebne dogodke na različne tematike, ki vplivajo ali pa ki ti pripomorejo k temu, da je tvoj posel, ali bolj optimiziran ali za večjo rast ali kaj takšnega, a ne. Tukaj potem v bistvu poslušam legendarne, kaj potrebujejo, pa potem, delamo na tem. Potem dobiš pa dostop do vseh teh treningov, ki smo že jih imeli. To so takoj dostopni programi oziroma treningi, strategije plus kako narediti, pa zraven so še običajno templeti, a ne. Recimo od tega, kako lansirati neko ponudbo, kako narediti si torej svoj sistem za email marketing, katere maile poslati, kako organizirati summit, to, kar smo prej, govorili, a ne. Kako narediti torej brezplačnik, ki dejansko potem vodi v naslednje korake. Skratka, tukaj je v bistvu res, kako iti potem tudi na next level in tako naprej. Skratka, tukaj je v bistvu res cela knjižnica, da ni treba odkrivati, okej, ali pa kako naredim, ne vem, downsell po lansiranju, a ne. Kako naredim, tukaj je v bistvu res celotna knjižnica, kjer ni samo teorija, ampak je tudi praksa, pa moje izkušnje, pa zraven običajno, koliko le je možno, dodam še recimo templete. Za summit recimo, ke sem ga zadnjič, pošiljala za to stranko, je mislim, da templetov zraven, od tega, kako napisati pogodbo za sodelovanje z govorci, kako postaviti posamezne strani, ponudbo, kako potem objave narediti. Skratka, je cel kup
tukaj teh treningov in to ni namen, da moraš zdaj iti čez vse te treninge, a ne, ampak je v bistvu namen, da vzameš tisto, kaj potrebuješ. Da če recimo se odločiš, da boš pa zdaj naslednji mesec želiš se lotiti summita, greš tukaj pogledat, a ne, in vzameš točno to, kar potrebuješ. Potem imamo legendarni asistent. Torej, jaz bi sicer lahko, a ne, na začetku, ko sem snovala ta program, sem razmišljala, ok, pa dajmo imeti samo teorijo, pa to, ampak je meni ful manjkala neka konkretna praksa, pa tudi velikokrat dobim potem, a ne, vprašanje, ampak kako pa zdaj jaz to tehnično naredim, a ne. In ravno temu je namenjen del legendarni asistent, torej to je del programa legendarni, ki je namenjen torej temu tehničnim zadevam, a ne. Torej, kako postaviti spletno stran, kako jo optimizirati, kako uporabljati MailerLite za novičke, a ne. Se pravi, kako vse te tehnične zadeve, ki so potrebne, vezane v online svetu, a ne, so vezane na legendarni asistent. In tukaj je najbolj luštno to, da v bistvu zraven tega, recimo, če se ti kot podjetnica odločiš, da se pridružiš legendarnemu, dobiš dostop do čisto vsega tega, kar govorimo, zraven pa lahko imaš še enega asistenta. To pomeni, da asistent dobi dostop do teh vsebin, kako kaj tehnično narediti. Če se ti s tem ne želiš ukvarjati, lahko ima dostop asistent do tega vsebin. Zakaj? Zaradi tega, da tebi ni treba ga učiti, a ne. Ali pa, ne vem, pošiljati neke posredne informacije, kaj naj naredi, ampak lahko ima ta asistent direktno dostop do tega, pa do moje podpore, o čemer bomo še malo kasneje govorili. Bonusi zraven so, zaradi tega, ne, ker velikokrat slišim, joj, pa Maja, jaz imam tako polni urnik, a ne, je v bistvu zraven bonus, tale program, ki ti bo pomagal, da si osvobodiš čas v svojem poslu in sicer organiziraj in avtomatiziraj svoj posel, a ne. To je v bistvu cel program, kjer ti pokažem, grem po korakih čez, kako v bistvu si lahko optimiziraš poslovanje online. Potem drugo pomislek potem vedno je, ampak joj, to je zdaj investicija, pa ne vem, če bi, pa tako naprej, kako zdaj to zaslužiti, a ne. Imaš v bistvu programček, kako zaslužiš več z obstoječo pa novo ponudbo, a ne. Torej, čez tukaj ti pokažem, kako lahko greš danes v akcijo in v bistvu že delaš na tem, da čim prej zaslužiš za to investicijo. Potem imaš cel kup že teh predlogov v Canvi za družabna omrežja, za objave na družabnih omrežjih, za storije, za oglase, za spletno stran, a ne, ker včasih imamo kakšne, prodajamo digitalne produkte, recimo kakšen PDF, in če tega vizualno ne predstavimo na spletni strani, ne bo tako zelo privlačno, ne, tako da tukaj so v bistvu že profesionalno oblikovane te predloge, pa zmeraj znova jih še dodajam, glede na to, kar je pač potreba, tako da je cela knjižnica že tudi teh predlog. Ekskluzivni bonus, tega še ni bilo, to je pa čisto novo, kar še ni bilo, torej nikoli še nisem tega dodala, in sicer to je personaliziran načrt za celo leto, ki identificira največje priložnosti za rast in pa odpravi največje uhajanja prihodkov pa časa. To pomeni, da bova v bistvu, gre za individualno enkratno srečanje, kjer pogledava torej, kakšen je trenutno tvoj posel, kaj deluje, kaj ne deluje, in ti narediva v bistvu personaliziran načrt za celo leto, a ne. Torej, podobno kot smo gledali po mesecih, kar smo torej zadali, dobiš ampak personalizirano, torej res za sebe, pa kaj so tvoje izzivi in kaj ne, kam želiš dati fokus, torej da res čim bolj personalizirava po mesecih, a ne. Tako da v bistvu res ta plan poskrbi, da 2026 štartaš z jasnim fokusom pa konkretnimi koraki. Tega drugače ni sploh v moji ponudbi, tako da tale bonus, če mene vprašaš, je res lahko zlata vreden, kar pomeni, da po tem srečanju imaš torej točno kaj naredim kateri mesec, kaj je fokus, in greš samo v akcijo. Drugi bonus, ta je tudi novi, ta še tudi ni bil, je pa lijak za stranke, a ne. Zadnjič, ko smo pogledali, torej 2 dni nazaj, smo pogledali, torej kako zgradimo te svoje lijake in tako naprej. In potem seveda verjetno je bilo marsikomu vprašanje, ampak Maja, kako jaz zdaj to tehnično naredim, a ne.
In zdaj, če nimaš sistema, dobiš tale bonus zraven. In to je hitra rešitev za učinkovit spletni lijak, ki prodaja ali pa zbira kontakte. To je v bistvu celoten sistem, in vključuje Cardflow Pro licenco, torej profesionalno licenco, a ne, ki ti na tvoji spletni strani omogoči, da lahko zgradiš te prodajne ali pa brezplačne lijake, ne. Ampak verjetno, torej, da lahko tiste bump ponudbe dodajaš, da lahko dodajaš enkratne ponudbe, kar smo gledali, a ne, in si zgradiš torej te lijake tudi tehnično. Zdaj, predpostavka tukaj seveda je, da moraš imeti spletno stran. Zdaj, če jo vzameš pač, kot enkratno plačilo in jo dobiš kot bonus, potem itak je pač to, pač že v ta novi spletni strani. Cardflow Pro pa je v bistvu platforma, ki ti torej pomaga graditi te, lijake in je drugače v prodaji, mislim, da je okrog $200 na, zdaj pa ne vem, ali je na mesec ali je na leto, to pa nisem ziher, ampak mislim, da na leto, po moje, se plačuje. V tem bonusu dobiš neomejen dostop in ni treba ti potem podaljševati, ne. Tako da že samo ta bonus je vreden, marsikaj. In, zdaj vsi legendarni, ki ste že trenutno člani legendarnega, dobite ta bonus pa kot moje darilo, ne. Tako da ne rabi vas skrbeti, da če ste se prej pridružili, da zdaj pa ne boste tega dobili. Tako da to je darilo pač še dodatno skupaj s tistim, kar pač že imate, a ne. Potem je pa še torej ekskluzivni bonus, je pa torej spletna stran 2.0. To je v bistvu pa celotno ogrodje za spletno stran. Torej, kaj to pomeni, da greva res čisto po domače, da ti ni treba ugibati, kaj napisati na spletno stran, na kak način predstaviti ponudbo, kje pa kaj, a ne, katere strani potrebuješ, pa katere podstrani in tako naprej, ampak je to celotno ogrodje, ki ga vzameš, lahko uporabiš tudi umetno inteligenco oziroma ChatGPT, ti pošljem, je zraven tudi to vključeno, da če želiš, lahko si z njim pomagaš in ustvariš vsebino za vsako svojo podstran. Drugače pa je za vsako podstran, a ne, kako napisati ponudbo, kaj dati na domačo stran, omenjeni stran in vse to, pa grem jaz ti v videu pač pokažem, a ne, kako napisati vsebino, ki bo dejansko, ne bo sama sebi namen, ampak bo dejansko konvertirala. In to je za vsako podstran, a ne. Tako da dobiš celotno to ogrodje, ampak vse te strani so že postavljene, tako da dobesedno, kar narediš, je zamenjaš s svojimi slikicami pa s svojim svojo vsebino, a ne. In lahko potem imaš res to spletno stran ful hitro pač postavljeno, a ne, oziroma pripravljeno za objavo. Zraven so tudi vse predloge v Canvi za kako pač dati, a ne, tako kot tukaj vidiš na, tem računalničku, a ne, kako predstaviti recimo, ne vem, če imaš kakšne spletne programe, je to fajn tudi vizualno predstaviti, pa PDF-je pa take zadeve, a ne. Tako da je to vse že tudi vključeno. Zdaj, če spletno stran že imaš, pa je ne potrebuješ, a ne, to je v bistvu ekskluzivni bonus za tiste, ki plačajo pač v enkratnem, znesku, a ne. Že imaš in ne želiš in ne potrebuješ, pa lahko to potem zamenjaš za VIP dan, za hiter preboj. To je pa v bistvu en dan, torej poteka, kjer se tebi posvetiva torej cel dan, običajno nekje 6 ur, za tisto tematiko oziroma za tisto, kar želiš ti totalno transformirati, a ne. Ali je to, da delava cel dan na spletni strani, pa jo izpiliva, če je obstoječa, a ne, karkoli je, torej lahko izbereš, ali dobiš spletno stran ali pa VIP dan. Zdaj, vrednost celotnega paketa, jaz priznam, da te številke nisem niti šla updatat, zaradi tega, ker je pač zdaj že itak se dodalo nekaj vsebin, tako da je številka večja, tako da pač je neka okvirno, da se ve, kaj vse je tukaj zajeto. Če se pa torej pridružiš do 27.9., pa lahko pač se pridružiš na 3 načine. To je letno plačilo, torej plačaš enkrat in dobiš tudi torej tisti glavni bonus spletna stran 2.0, za 4.500 €, ali pa plačaš na obroke, torej prvi obrok je 1880, potem pa 11 obrokov mesečnih po 299, ali pa če želiš all in, pa želiš, ne, jaz želim pa res totalno razturati, pa je nova možnost tudi legendarni VIP, kjer je torej
vse, kar smo se pogovarjali glede legendarnega, pa vsi bonusi, plus spletna stran v enem dnevu. Torej, da v enem dnevu ti jaz pomagam, torej skupaj postaviva novo spletno stran. Okay? Če slučajno ne uspe v enem dnevu, pač običajno sicer so prej predpriprave pa vse ostalo, tako da načeloma gre, ampak če slučajno se zavleče, lahko podaljšava tudi na 2 dneva, ne? Ampak načeloma torej dobiš vse v enem dnevu. Podrobnosti bom pa pustila potem tudi, da si lahko v miru preberete, kaj so torej naslednji koraki za vse, ki rečete, jaz hočem imeti čez 12 mesecev neprepoznaven brand v pozitivnem smislu, ne. Greš torej lahko na mojo spletno stran mod.si, poševnica legendarni, zbereš, lahko, tam je vseeno tudi napisano podrobno, zakaj se gre. Zbereš torej tisti paket, ki ti je najbližje, potem pa vpišeš svoje podatke, uporabniško ime, email naslov, s čimer potem dostopaš do tega našega članskega centra. In to je to, pridobiš takojšen dostop do članskega centra in pa podpore. Pač seveda je treba glede na plačilni načrt, pač plačaš, ne, ampak dobiš v bistvu potem takojšen dostop in lahko greš takoj v akcijo. Zdaj, lahko mi potem na zasebno sporočilo pošljete, jaz sem za, ali pa jaz še imam kakšno vprašanje, lahko, ne vem, če ne veš, če še kolebaš, da ne veš, če je to čisto zate, lahko se komot slišiva preko telefona, jaz vedno pač, to je v bistvu nek program, kjer meni zahteva individualno delo, in če jaz že vnaprej vidim, da nekoga ne morem podpreti, ali pa da ima, ne vem, neko področje, ki jaz nimam pojma o tistem in ne vem, in me sploh ne zanima, ali pa da nismo dober fit, potem to tudi povem, ne. Tako da komot se lahko tudi slišimo, če želiš dodatno, se posvetovati. Ni prodajni klic, ker pač jaz za vsakega, torej gremo pogledat, kakšna je situacija, in če bi bilo kaj drugega boljši naslednji korak, potem usmerim kam drugam. Če si torej želiš obilje strank, biti najbolj zaželena ponudnik ali pa ponudnica, storitev ali pa produktov, imeti več prostega časa za tiste pomembne zadeve v tvojem življenju, pripravljati projekte, od katerih so torej dejansko rezultati, zaslužiti več in se ob tem odlično počutiti, imeti jasnost, kaj je naslednji korak pri razvoju tvojega branda, imeti občutek varnosti, da zmoreš in lahko kreiraš, kar si želiš, potem je zdaj res taka idealna priložnost. Okej? Zdaj, pogosto vprašanje, ki jih pogosto slišim, je, ja, saj zato so pogosta, a ne. Ampak Maja, a je zdaj pravi čas ali raje počakam na naslednjič? Zdaj, vrata v legendarni se običajno nekje odprejo 2-krat na leto, tako da je potem velikokrat to vprašanje, ampak jaz bom pa počakala do naslednjič, ne. In nekateri, en podjetnik ali, ja, podjetnik je bil, ja, se prav spomnim, a ne, je točno to na enem klicu, ki sva bila, sva ugotovila, da to bi bilo idealno za njega, pač je videl, da to bi res mu ga podprlo, a ne, in potem je rekel, ne bom se jaz potem, bom še rajši zdaj probal sam, pa bom to probal zdaj sam si zrihtati, a ne. In potem je minilo pol leta ali celo 1 leto, ko pa se je vrnil, pa je rekel: "Joj, Maja, meni je ful žal, da se nisem vrnil, zaradi tega, ker je 1 leto mimo, jaz pa sem še vedno na istem poziciji, ko sem bil takrat, bom pa zdaj pač naredil korak naprej." In potem je šel naprej, a ne. Tako da je zdaj pravi čas ali raje počakam na naslednjič, to ve vsak najbolj zase, a ne. Zdaj, če veš, da imaš že dovolj vsega, da hočeš iti stopničko naprej, potem je pač mogoče lahko zdaj boljše, kot da čakaš na, a ne, na naslednjič. Odvisno pač, koliko ti je to pomembno. Ali pa da počakaš v bistvu, da še mine ta čas in čez 6 ali pa 1 leto ne bo nič drugače, okej? Tako da vsak pa ve to najbolj zase. Potem vprašanje je pogosto tudi, a je program zame, če še nisem na podjetniški poti ali sem na začetku. Ja, program je idealen, zaradi tega, ker postavi se tudi lahko temelje, a ne, iz nule. Je pa zelo pomembno, da vemo vsaj okvirno, kaj želiš početi, a ne. Jaz te sicer lahko potem skozi mentorstvo pa to vodim, da odkrivava tudi, kaj bi bila tvoja ponudba, pa jo oblikujeva in tako naprej, ampak, fajn je pa imeti neko osnovno smer, kaj si sploh želiš, a ne. Zato, da ne zapravljamo časa. Ni pa zdaj nujno, lahko tudi tukaj odkrivaš, ampak je pa fajn.
Potem vprašanje je program zame, tudi če sem že dlje časa na podjetniški poti in sem obtičal ali pa sem na mestu. Ja, takih imamo pa največ. In sicer to so običajno že podjetnice pa podjetniki, ki že delajo v svetu res take ful lepe zadeve, a ne, ali pa imajo res take, kar naježila sem se, ko sem se spomnila, ne, na te moje legendarne, ker res delajo, ne samo, da delajo z srcem, ampak tudi njihove stranke imajo pol bolj bolane rezultate, a ne. In če je to nekje, a ne, se pravi, so strokovnjaki na svojem področju, manjka pa jim mogoče ta biznis, marketing zadeve in v tem programu Legendarni to potem tudi izpilimo. Ok? Tako da je tudi za njih, a ne, oziroma za vas. Kaj pa, če že imam logotip in pa spletno stran, super, lahko potem pač pogledava, kaj ti deluje, kaj ne deluje, vzameš tisto, kar ti deluje, spremenimo, posodobimo tisto, kar ne deluje, a ne. Zato je tudi, traja torej 1 leto, lahko seveda potem podaljšaš, ne, ampak minimalno je torej 1 leto, zaradi tega, ker jaz ne verjamem v tiste neke hitre rešitve pa obližena, rano, ki bi mogla biti šivana pa tako, a ne, ampak v 1 letu pa res lahko naredimo konkretne spremembe. Kaj, če nisem tehnični tip? Torej na voljo je torej cel sklop za asistente oziroma cel ta tehnični deli, a ne, kako to tehnično narediti. Jaz vedno poskušam, kadarkoli tudi govorim o kakšnih novih projektih, ki jih lotimo se, ali pa kampanje, ali pa recimo summit, a ne, jaz vedno poskusim najti za moje podjetnike neke rešitve, da oni v bistvu tehnično to lahko izvedejo na eni strani in pa da čim manj v to investirajo, a ne. Običajno, da so kakšne brezplačne rešitve, primer, da recimo summit lahko organizirajo, brez da zdaj morajo kupiti, ne vem, neke ful drage platforme, a ne, recimo primer. Tako da tudi če nisi tehnični tip, tukaj gremo čez, zdaj seveda je pa potrebno imeti neko osnovno, da znaš osnovno uporabljati recimo računalnik. Če ne želiš se tehnično nič ukvarjati, pa lahko imaš tudi valjda svojega asistenta, ki poskrbi za vse tehnične zadeve. In kaj je luštno pri tem, a ne, če imaš svojega asistenta, tudi z asistenti imamo torej mesečna srečanja, kjer delamo pa zelo na teh tehničnih zadevah. Se pravi, če se nekje zatakne na spletni strani, pogledamo lahko na tem srečanju, glede teh tehničnih zadev. Zraven pa imamo še v članskem centru cel podporni, modul, kjer lahko daš pač zahtevek za podporo, vsebinsko, tehnično, ne vem, napišeš mail ali pa kampanjo, pa želiš, da jo jaz recimo ti pogledam pa kaj svetujem, ali pa tehnično se ti nekje zatakne, pa ne veš, kako narediti, lahko daš tudi zahtevek tukaj in potem jaz te zahtevke tudi v roko, običajno isti dan odgovarjam, če je le možno, ampak uradno v roko, 48 ur v delovnikih. Tako da je tudi ta tehnična podpora tukaj vključena. Torej, kaj pa, če želim tehnični del predati asistentu, to je ravno to, kar sem zdaj pač govorila, a ne. Seveda asistent torej ima dostop do celotne knjižnice, torej, ki je namenjena asistentom, tehničnih delov, kako narediti, in pa direktno do mene. Zakaj sem to dodala? Zaradi tega, ker vem, da včasih pač podjetniki pa podjetnice hočejo naročiti: "Glej, asistent, daj naredi mi to pa to." Po tem programu, ki smo ga tukaj delali, imaš navodila, ne, in potem se temu asistentu kaj zatakne, in da ne rabi zdaj spraševati tega podjetnika pa on potem mene, lahko ta asistent direktno mene, a ne, vpraša in to pač rešimo. Ali dobim v skupini dovolj podpore, a ne, ker je to skupinski program, lahko marsikdo pomisli: "Ampak okej, a bo za mene tudi čas, bo dovolj podpore?" Ampak običajno se v bistvu izkaže ravno kontra, da dobiš več podpore, kot bi jo, če bi bilo to individualno. Zakaj? Zaradi tega, ker ko delamo recimo na enem primeru, lahko vsi drugi podjetniki zraven poslušajo in dobijo v bistvu ideje, usmeritve tudi zase, ne. Tako da običajno dobijo veliko, veliko več. Tako da evo, če začutiš ali pa če ti tli, no, da te malo zanima, daj mi piši, dajmo se,
pokontaktirati, če temu tako rečemo. Lahko je na Facebooku zasebna sporočila, lahko je v Facebook skupini, lahko mi na mail pišete maja@modo.si, da vas zanima, se zmenimo lahko tudi za termin, se preko telefona slišimo in pa tudi torej predebatiramo, če je to naslednji korak, ki je najbolj smiselni za vas. Tako da zdaj pa ne vem, če še kakšno mogoče vprašanje. Vem, da sem danes bila bolj dolga, zaradi tega, ker sem res želela iti bolj globoko, da gremo pogledat posamezne korake, a ne. In če še je kakšno vprašanje, z veseljem odgovorimo. Drugače, seveda vam bom zaželela lep vikend. Kaj zdaj sledi? Sledi v bistvu še nekaj presenečenj v ponedeljek, torek, sreda. Ampak bom malo več razkrila tudi kasneje, oziroma bom itak sproti obveščala. Okej, tako da vidim pa, da ni vprašanj. Tako da res, če začutiš, če ne začutiš, da je ta program zate, nič hudega, vzemi čim več. Lahko greste zdaj do 27. so še posnetki, lahko greste čez vse 3 treninge, kar smo imeli zdaj, a ne, še pogledat, izkoristiti maksimum za svoj posel, a ne, pa potem v akcijo naprej sami, komot. Če pa nekako začutiš, da mogoče se mi pridružiš, da pa res rabiš podporo, da je to zate, da je to čas za transformacijo, pa definitivno lepo vabljeni. Na spletni strani so tudi napisane vse podrobnosti, bom poslala tudi link. Tako da, evo, hvala za pozornost danes in se vidimo v ponedeljek ob 10, ko nadaljujemo. Katja pravi hvala in lep vikend tudi tebi. Tako da hvala, pa se vidimo. Uživajte. Čau, čau.